Ste vedeli, da ima skoraj tretjina ljudi na svetu povišan krvni pritisk, kar je tudi posledica neuravnotežene prehrane in pa stresa? A pa lahko v zvezi s tem, kaj naredimo sami, da si znižamo pritisk? V tem videu vam bova zato pokazala 9 načinov za znižanje krvnega tlaka. Živijo spet na kanalu Moj laboratorij. Za tiste, ki ste novi, midva sva Vija in Aleš in z vami vsako nedeljo deliva vsebine povezane z zdravjem, prehrano, ščitnico, hormoni in pa tudi laboratorijskimi zadevami. Tako da, dajte se naročiti na kanal, če se še niste, da ne zamudite naslednjega videa. Torej, krvni tlak oziroma po domače pritisk. No, jaz imam sicer nizek tlak, Aleš pa ima tudi nekje normalnega do nizkega. Ja, moj pritisk je normalen. Mogoče se zdaj sprašujete, kako vam pa lahko midva govoriva o znižanju krvnega tlaka, če imava pa same nizke vrednosti. Ampak sva pa midva tudi zdravstvena delavca, zato se na dnevni ravni srečujeva s pacienti, ki imajo zvišan krvni tlak. Zato vam bova danes predstavila nekaj načinov, kako si lahko tlak poskušate znižati. Bija, ti pa ne poskušate ga doma. Najprej pa, kako sploh ugotovite, a imate povišan krvni tlak? To lahko preverite pri zdravniku v pregledu ali pa si ga redno merite doma z elektronskimi merilci. Merjenje pritiska je na voljo tudi v določenih lekarnah in pa specializiranih prodajalnah z medicinskimi pripomočki. Dobro bi bilo, da bi vsak poznal svoj krvni tlak. Kdaj pa je krvni tlak povišan? No, o visokem krvnem tlaku oziroma hipertenziji govorimo takrat, kadar je sistolični oziroma zgornji krvni tlak 140 mm živega srebra ali več, spodnji oziroma diastolični krvni tlak pa 90 mm živega srebra ali pač več. No, dolgotrajno povišan krvni tlak nad to mejo pa je že koristno zdraviti, saj si s tem lahko zmanjšamo tveganje za bolezni srca in ožilja. Zakaj pa je povišan krvni tlak tak problem? Hipertenzija namreč ne boli, je ne občutimo, ne povzroča simptomov, mogoče sploh ne vemo, da jo imamo. Vsem pa je povišan krvni tlak eden izmed najpogostejših razlogov za srčne kapi, možganske kapi in odpovedi ledvic. Nedavna raziskava na Harvardu v ZDA je pokazala, da ima kar 15% Američanov močno povišan pritisk in da je problem še večji, 28% Američanov sploh ne ve, da ima povišan tlak. Če pa mislite, da pri nas v Evropi ni tako in smo kaj boljši od Amerike, se motite. Evropa namreč vodi pred Ameriko po številu srčnih napadov zaradi povišanega krvnega tlaka. Povišan krvni tlak se sicer zdravi z zdravili, ki se jim reče antihipertenzivi, ampak na srečo si vedno lahko pomagate tudi sami z naravnimi metodami, ki pa so dokazano učinkovite. Pa dajmo zdaj pogledati, katere so te metode. Pol ure zelo počasnega sprehoda lahko zniža krvni tlak kar za 8 mm živega srebra. Če to počnete vsak dan, pri tem pa postopoma povečujete tempo, lahko v nekaj tednih čisto obvladate svoj pritisk. Če si boste vsako jutro nateščen merili pritisk in pa beležili telesno aktivnost, boste hitro lahko ugotovili, kako gibanje vpliva na vaše zdravje. No, še več koristi boste vam imeli od sprehoda, če se boste sprehajali v naravi, na svežem zraku, pa ne glih po trgovinah. Paziti morate pa le, da ne pretiravate, se veste, srce ne mara preobremenitev. Dihanje je ena izmed osnovnih funkcij, ki omogoča preživetje. S kontroliranim dihanjem pa lahko vplivamo na marsikatero drugo aktivnost v telesu. Za pritisk recimo pomaga že 5 minut kontroliranega globokega dihanja pred spanjem, če pa te dihalne vaje kombinirate še z jogo, bo pa učinek še večji. Kaj delaš? Ja, jogo. Pa saj ti nimaš visokega pritiska, ti ne rabiš joge. Imam pa zoprnega šefa? Na Univerzi Feinberg School of Medical v ZDA so odkrili povezavo med kalijem in pa visokim pritiskom. Dnevno bi mogli pojesti med 2000 in pa 4000 mg kalija. No, največ kalija najdemo v sladkem krompirju, kuhanem paradižniku, pomarančnem soku, fižolu, grahu, melonah, suhem sadju, zlasti v slivah in rozinah in pa seveda v bananah. Evo, danes pride na kosilo naša babi, ki ima tudi precej povišan krvni tlak, tako da bomo danes naredili nekaj, ki ga znižuje. Pa sva si pri soli. Na dan ne bi smeli pojesti več kot pol čajne žličke soli, ki vsebuje 1200 mg natrija. Problem je zato, ker sodoben človek poje tudi 10-krat več.
Industrijsko pripravljena hrana ima tako močno predoziran natrij, da je to že skoraj problem. Tako kot sladkorna, na primer. No, sol pa je poleg premalo gibanja največji krivec za povišan pritisk. In kako zmanjšati to potrebo po soli? No, najenostavneje to naredimo z zelišči. Običajno si namreč hrano preveč solimo glih zato, ker želimo močnejši okus. Aja, ne smem toliko soliti, ker ima babi visok pritisk. Če pa sol zamenjamo z začimbami in limonco, bomo pa tudi dobili dober okus, a ne? Ljudje, ki pojejo vsak dan 10 gramov temne čokolade z vsaj 70% kakava, so sodeč po raziskavi iz Harvarda imeli v povprečju za 18% nižji pritisk. Evo, danes nisem nič pekla, ampak bo pa babi za sladico dobila nekaj iz prave čokolade. V praksi to pomeni, da je bil njihov namerjen pritisk nižji tudi za 30 mm živega srebra. Je pa na moj nizek pritisk, ta črna čokolada sploh ne paše. Tudi nekateri prehranski dodatki ugodno vplivajo na povišan krvni tlak. Najbolj učinkovit je recimo koencim Q10, ki zniža pritisk tudi za 17 mm živega srebra. Q10 je en tak antioksidant, ki širi žile po telesu in daje energijo. Kaj iščeš? Q10. A se ti ne rabiš Q10? Ja, jaz ga rabim, da bom lepa. Ja, okay. Priporočena dnevna doza je nekje 60 do 100 mg, a se o rednem jemanju o tem prej seveda posvetujte z zdravnikom. Več študij je pokazalo, da en kozarček vina pri ženskah, kar je recimo 1 deci, ali pa 2 kozarčka vina pri moških, lahko ugodno vpliva na zdravje. Evo, tole pa za naju. Za babi pa malo manj. Vse, kar je pa več, je pa že škodljivo. Že samo alkohol enega piva lahko vpliva na visok pritisk. Poleg užile alkohol slabo vpliva tudi na vaše srce, zato dnevne priporočene količine res ne bi smeli prekoračati. Na Duke University Medical Centru so ugotovili, da skodelica kave dvigne pritisk za 4 mm živega srebra. Ne, za 3. Kaj? 99, 96. Kriv za to pa v resnici ni kava, ampak kofein. No, midva sva v enem izmed prejšnjih videoposnetkov že pokazala, da kava krvnega tlaka ne dvigne dolgoročno, kar seveda velja za posameznike z normalnim krvnim tlakom. Če vas zanima, kako kava vpliva na krvni tlak in stres, holesterol in pa počutje, dajte pogledati še ta video. In če je vaš krvni tlak že povišan, potem je bolje, da se navadite na brezkofeinsko kavo, pa tudi na energijske pijače raje umaknite iz svoje uporabe. Raziskave kažejo, da ima polovica tistih, ki delajo več kot 41 ur na teden, čist preveč močno povišan pritisk. Potem pa midva še vedno delava premalo. Ja. Če gre verjeti statistikam, bi mogli ljudje delati med 32 in 60 ur na teden. Vse, kar je več, je pa že škodljiv za vaš pritisk. No, pa to povejte šefu. Evo, povedala sva vam 9 načinov za znižanje krvnega tlaka. Eni so luštni, drugi mogoče majhen manj, sploh v tej sezoni, ampak dajte poskusati, mogoče vam pa pomaga. Midva si greva zdaj malo zvišati pritisk v laboratoriju, se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoj tlak in zdravje. Čau! Kaj se nazaj zbivaš? Spavi preveč na bila?